Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Četrtek je bil dan za srečanje kranjskogorskega župana Janeza Hrovata z gospodarstveniki iz občine, ki so se poimenovali Mali Kamenčki. Srečanje je minilo v prijetnem vzdušju, na njem pa se je utrnila tudi marsikatera ideja, kako gospodarsko stanje v dolini izboljšati. Jaz moj ta prvi res toplo vse pozdravljam, prisotne, Kamenčke, sponzorje, dobavitelje, naj pozdravim 7. silo, ki se je izbrala tukaj, naj pozdravim Musko, ki je že toliko in toliko let z nami. Jaz bi vam samo rad eno rekel, jaz sem izredno ponosen, pa vesel, da sem lahko župan te občine Kranjska Gora, ki je vsem v Sloveniji lahko ponos, pa tudi čez mejo. V njej smo zbrani res pridni, ponosni, pa tudi vizionarski ljudje, ki bomo dokazali, da se zadevo da spremeniti, da se da postaviti zgodbo o Kranjski Gori na stare tire, na nove v bistvu, na nove zgodbe, pa na staro slavo. Tako da tudi ta kraj današnjega srečanja Kamenčkov je simboličen. Pred nami je jasna, nekdaj cvetoča kopališče iz leta 1928, kjer je nam bila ponos, ne samo v Sloveniji v bistvu, ampak tudi čez hribe. Desno od nas je Vitranc, pobočje, ki nas čakajo, tam nas čaka veliko dela, vsi vemo, kaj smo si zastavili in kaj nas čaka, brez tega razvoja v Kranjski Gori ne bo. Jaz bi vam obljubil samo trdo delo, vizionarstvo, velikih projektov vam ne bom obljubljal, jaz sem pristaš majhnih, mozaičnih projektov, sestavljali bomo majhne kamenčke, tako kot smo mi kamenčki, in jaz mislim, da je edino to prava pot na vrh, na povratek, na orbito, tako da jaz bi rad res še vse enkrat lepo pozdravil, sem vam tudi zahvalil seveda za vaše izraženo zaupanje na volitvah, da ste z mojo izvolitvijo pač podprli eno novo pot v Kranjski Gori in obljubljam vam, da vas jaz in moji svetniki, moji sodelavci in vsi, ki pač stremimo za boljšo Kranjsko Goro, za uspešnejšo Kranjsko Goro, kot občino, kot kraj Kranjska Gora, da vas ne bomo razočarali in da bomo res naredili vse, kar je v naših močeh, da Kranjsko Goro obudimo iz tega spanca, kjer je bila par let zdaj zatopljena. Najlepša hvala in naj se veseli december danes začne. Živijo! Živijo, oj živijo, oj živijo na svet. Kako se je zgodba z Malimi Kamenčki pravzaprav začela? Ja, začelo se je tako, da smo vedno so organizirali vse veliki hoteli, mi Mali Kamenčki zdaj trenutno, pa nismo nikoli prišli do izraza. Potem smo se pa dogovorili, usedli skupaj, isto kot to leto, in seveda pripravili eno krasno pojedino. In seveda to se je prijelo, evo ti par let je okrog, mislim, da je to že 5., 6., ne vem točno, kjera je, ampak poglejte, zbere se vse gospodarstvo, vsi tudi iz podjetij pridejo, prišel je direktor Pineje. Mislim, da je dejansko to velika priložnost tudi za druženje in da izmenjavo mnenj in nekako računamo, da tudi zdaj, glede, ko je prišel nov župan, da računamo, da bo mogoče malo več posluha za nas podjetnike, da nekako v teh prihodnjih letih spravimo turizem spet na tak nivo, ki smo ga mi že imeli. Kaj se pravzaprav pričakuje zdaj od novega župana? Ja, pričakuje se predvsem samo to, da nas združi, da vsi skupaj, ker vsi smo nekaj pričakovali, pa treba je inicijativa in ta inicijativa mora prijeti od župana in to mora biti, občina mora biti usmerjena v to gospodarstvo, kot je že bila, zdaj malo so zaspali
in se to takoj pozna. Ne. Ljudje morate razumeti, da turizem je izredno plaha ptica, ne, in moram reči, da če bo dobra komanda pa dobre ideje, bomo hitro popravili oziroma prišli na tiste stare kolesa, ko smo bili včasih. Kaj pričakujete od letošnje zime, zdaj manjka le še sneg? Sigurno, vedno je bil sneg, je sploh prej ko slej bo padel, pač moramo biti malo pogumni, pač se spreminja, pač vsi poznate, kaj počnemo z naravo in malo se to tudi pozna. Upam, da se ne bo v naši Kranjski Gori to toliko poznali, ker dejansko mi nismo to povzročili so to drugi, ampak trpimo pa vsi. Najstarejša prebivalka Blejske Dobrave v občini Jesenice, Marija Stopar, je te dni praznovala 100. rojstni dan. Od letošnjega maja častitljivo starost preživlja v domu starejših Viharnik v Kranjski Gori. Po rodu je doma iz Nomenja, kasneje se je preselila na Blejsko Dobravo in poročila. In kakšen je recept za tako starost? Pes mora delati, cel življenje, poj pa dolgo živiš. Če bolj delaš, bolj dolgo živiš. Jaz sem skozi delala. 4 otroke sem rodila, 3 fante pa punco, pa sama sva bila z možem. Poj so pa še moža vzeli, da je v vojsko šel. In kaj gospa Marija v domu še počne? Ja, vse sote pomagam malo, če kaj treba narediti. Pa postilam, pa sobe pospravljam, pa tak lahko del. Zato imam roko zlomljeno tudi tole. Sem padla. Iskrene čestitke ob jubileju so ji izrekli župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, predsednik sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava Anton Hribar ter predstavniki krajevnih društev in direktorica doma starejših Viharnik Karmen Romih. Lahko rečem, da smo zelo veseli vsakega takega praznovanja. Je pa tudi dejstvo, da dejansko tudi pogoji, kot nekje govorejo na Jesenicah, vidimo, da so bili dobri. Tako da imamo kar nekaj stoletnikov na območju občine Jesenice in v teh dneh, v prihodnosti dneh praktično praznujemo tisto, ki je najstarejša, to je pa celo 105 let. Tako da vidimo, da resnično je kar veliko število ljudi, ki dočaka to lepo starost. Je pa tudi dejstvo, kar se gibljamo pokrog in se pogovarjamo, naj povem predvsem to, da nek recept je predvsem ta, da so celotno življenje preko varčno živeli, šparali so s hrano in mnogo so delali, tako da v bistvu je to neka formula preko dolgoletnega življenja. 100-letnica je posebno doživetje tudi za dom Viharnik in gospa Marija je prva, ki častitljiv jubilej praznuje kar v tem domu. Ja, v domu je prva gospa, ki je stara 100 let, imamo nekaj takih čez 90, ampak vsekakor je pa to poseben doživetje, ker starost je redko, kjer mu dana, da je pa kakovostno, pa da je nekdo še tako čil pri teh letah, ki je ta gospa, je pa sploh fajna. Ne? Za posebej prijetno vzdušje so poskrbeli otroci iz vrtca v Kranjski Gori, ki so slavljenki zapeli več pesmi. Jaz pa pojdem in zasejem dobro volja pri ljudeh. Eni roki nosi sonce, drugi roki zlati smeh. Kaj mi to je ptičica sinišča, dobra volja je najbolja, bodi na dan vesel.
V petek je bilo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani zanimivo. Pripravili so potopisno predavanje s kolesom po Avstriji. Rado Kočevar je predaval o svojem popotovanju po Gradičanskem in spodnji Avstriji. V Kranjski Gori pa so včeraj odprli alpsko vasico. Tam najdete bogato ponudbo domačih izdelkov, hrane in pijače. Je nekaj novega, pravzaprav ni bilo treba veliko, malo volje, majhen energije vložene, majčken prisluhniti pa pogledati okrog nas, saj mi božični so v naši bližnji okolici res zanimivi. Mi smo naredili majhen prilagojenega našim krajem, Kranjski Gori, Alpam, zato je tudi alpski sejem. Hišice so plod našega znanja, material je recikliran z manjkajočega ljudskega doma, tako da jaz sem vesel, da so tudi ljudje tako toplo sprejeli zadevo. Zgleda, da jim je všeč, ideja je pač zorela že večletno, letos sem jaz nastopil županstvo, smo to hitro naredili. Je pa ves življenje sestavljen z mozaika, z majhnih kamenčkov in tudi moj moto naprej bo delati zgodbo v tej dolini z majhnih kamenčkov. Jaz nisem pristaš mega projektov, res da je kakšen včasih potreben, ampak takeli srčni z dušo, jaz mislim, da so ta pravi. Tole bo tudi blagoslov jaslic, potem še maša za sneg. Kaj pričakujete od letošnje sezone? Samo še sneg pravzaprav manjka. Ja, ko je blagoslov, naš župnik domač kranjskogorški bo naredil zdajle eno mašo za sneg, blagoslov bo naše novo jaslice, tamle po Rusličku. Dobri oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu tvojega sina in tvoji veliki ljubezni do nas. Polni hvaležnosti te prosimo, blagosloviti jaslice in vsa druga znamenja adventnega pričakovanja in božičnega veselja, da se bomo lahko ob njih srečevali sami s seboj, s svojimi bližnjimi in z novorojenim pogrešenikom. Tvoja milost naj nam pomaga, da bomo ob jaslicah mogli iskreno moliti ter z veseljem sprejeti luč, ki je v božični noči zasvetila človeškemu rodu, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, blagoslovi in varuje, naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Ja, malo nima, nič roza, ja. Za zabavo pa je na to poskrbela živa glasba. Na Kranjskogorskem smučišču ste danes odprli letošnjo zimsko sezono. Kar zgodaj, glede na to, da vreme sprva ni kazalo najbolje. Ja, maksimalni napori so bili vloženi v to, da smo danes odprli prvo napravo, malo mojco in pa seveda otroški trak za naše najmlajše, kajti v Kranjski Gori je kljub vsemu kar nekaj ljudi, velika večina je prišla na akcijo Smučam brezplačno, veliko družin z majhnimi
malimi otroki, tako da smo se res tudi žičničarji maksimalno potrudili in lahko rečem, da je bilo danes na našem smučišču nekje okrog 180 smučarjev, kar pa ni tako slabo za prvi dan. Kaj pa lahko napoveste za prihajajoče dni? Kar se vremena tiče, zelo težko vprašanje. Mi se bomo potrudili, da bomo vsako minuto izkoristili za izdelavo umetnega snega, kakšnih obetajočih napovedi žal ni, ampak kakorkoli. Danes žičničarji plačujemo tudi mašo za sneg, tako da upam, da nas bojo tam zgoraj uslišali, da se bo Kranjska Gora odela v belo naravno snežno podlago. Reciva še besedo dve o tej alpski vasici, ki se tudi odpira. Ja, danes odpiramo tudi alpsko vasico. Lahko povem, da smo izredno zadovoljni, tako člani turističnega društva kot sekcija malih kamenčkov, malo turistično gospodarstvo. To je bila dolgoletna velika želja nas vseh, da tudi Kranjska Gora ponudi tako domačinom kot vikendašem, kot seveda tudi gostom eno tako butično alpsko vasico in s kulinaričnimi dobrotami in pa seveda tudi z ostalo gostinsko ponudbo in ponudbo domače obrti. Upam, da bomo izpolnili pričakovanja naših obiskovalcev. Kdaj bo ta alpska vasica odprta? Alpsko vasico potem odpiramo v petek 19. decembra. Odprta bo vsak dan nekje popoldan od 16. do 22. ure in odprta bo celotno zimsko turistično sezono do zaključka planiških poletov v Planici. Članice in člani športnega društva Varpa Gozd Martuljek, ki jim predseduje Bogdan Oman, so uspešno končali letošnjo balinarsko sezono. Včeraj so imeli še prednovoletno druženje, na katerem so potegnili črto pod sezono in začrtali tudi cilje za v prihodnje. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna pregledamo še prireditve, ki se nam obetajo v prihajajočih dneh. V sredo ob 17. bo seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Osrednja točka bo sprejemanje proračuna za prihodnje leto. Na dnevnem redu pa so tudi stanovanjski program in komunalne takse. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. V četrtek ob 17. bo še seja občinskega sveta občine Bohinj. Na dnevnem redu so proračun za naslednje leto, turistična taksa in cene voženj s turistično ladjo. Sejo bomo prav tako prenašali na naši televiziji. O 50-letnici šole v Mojstrani in krajevnem prazniku, 16. decembru, v torek ob 17. v telovadnici šole pripravljajo posebno prireditev. Vabljeni ste tudi na ogled fotografske razstave Poti mladih planincev našega krajana Janeza Vrzela ter k nakupu novoletnih čestitk in drugih izdelkov udeležencev. V osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora bo v sredo ob 18:30 božično novoletni koncert.
V petek bodo v Kranjskogorski Koroni obeležili 23-letnico delovanja. Slavje se začne ob 20. Nastopili bodo Soul Fingersi, pripravljajo pa tudi plesni spektakel Dream World, pa pijačo dobrodošlice, brezplačno pogostitev, rojstnodnevno torto in žrebanje nagradne igre. V soboto ob 18. uri bo v dvorani Kulturnega doma na Blejski Dobravi odprtje razstave ročnih del. Pred hišo Parkater na Dovje bo v nedeljo ob 18. prišel Božiček. Organizatorji dogodka so Turistično društvo Dovje Mojstrana, KUD Jaka Rabič, Razvojna zadruga Dovje, AS Ljubitelji konj in Društvo mladih Kranjska Gora. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imejte se kar se da lepo, želim vam prijetne decembrske dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnje nedelje.